Zadnji vikend v pričakovanju otvoritve spomladanskega dela sezone in še ena pripravljalna preizkušnja. Ob koncu 6. delovnega tedna se je organizirala nova tekma, tokrat se je v želji po igranju na naravni travi šlo na prekmurski konec v Filovce. Na dvoboj proti madžarskemu prvoligašu iz Zalaegersega. Zaradi poškodb in bolezni se niso išli vsi trenerjevi načrti o preizkušanju predvidenih zamisli. Ja, res je, da je Milec že na mini pripravah v Umagu čutil bolečino v stopalu in zaradi tega ni od takrat treniral, to pomeni, on je izven stroja. Včeraj se je na treningu poškodoval tudi kapetan Tavares, danes ima pregled, bomo videli v principu, kako težka poškodba trebušnega zida je pri njemu. Čez noč je zbolel vratar Handanović, tako da oni niso bili v kadru. Toda podobno kot prejšnje, v minulih tednih je tudi tekmo z Madžari zaznamovala igra ob pobudi mariborske ekipe. V prvem polčasu tako Madžari niso resneje ogrozili vratarja Radana, ki je moral le zbrano opazovati dogajanja pred seboj. Na drugi strani pa v 11. minuti ob prodoru Mejača in podaji pred gol drseče posredovanje Ganugrave. Ko ga je žoga zadela v roko, ni bilo kaznovano za 11-metrovko. V 41. minuti so vratar in obramba s skupnimi močmi odpravili nevarnost ob zaporednih udarcih Ibrahimija. Ob prostem strelu je Jahić odbil v kot, po predložku strani pa je Ibrahimi ob novem poskusu v kazenskem prostoru usmeril žogo proti mreži, a nastreljal madžarskega branilca. V drugem polčasu več živahnosti in najprej Volaševa grožnja. Po preigravanju v kazenskem prostoru je žogo usmeril mimo vratnice. Ko nogometaši ZTE-ja več niso uspeli onemogočati napadov, jih je reševal vratar. Prvo situacijo za zaključek je imel Mertel, ki je odvzel žogo Salaju, krenil proti golu, toda nato izbral slabšo rešitev. Vratar Vlasak je išel kot zmagovalec tudi z dvoboja z Berićem in odbil v kot. Preprečil pa je še namero Velikoni, ki je po tleh nameril proti levemu kotu. Nizanje priložnosti se je nadaljevalo in potekalo le v eno smer, proti madžarskemu golu. Brez želenega zaključka je ob podaji Mezge v sredino ostal Jelić. Za njim ob sodelovanju z Velikonjo tudi Mezga. Prevlada na igrišču pa je morala dobiti potrditev v obliki zmage in za odločilno potezo je v 86. minuti poskrbel Lesjak, ki je s pomočjo branilca ob predložku Mezge z glavo spravil žogo v mrežo. Tako izključitev Potokarja v zadnji minuti v prekršku pred kazenskim prostorom več ni imela pomena. Prosti strel je sicer pomenil največjo nevarnost, a je ob udarcu Mateja in posredovanju Pridigarja žoga zadela prečko. Po zadnji pripravljalni preizkušnji sledijo le še zaključne priprave na ligaški štart prihodnjo nedeljo v Kranju. Tako, tu ne bomo več odigrali nobene pripravljalne tekme. Trenirali bomo normalno, upam, da nam bo vreme dovoljevalo treniranje na naravni travi. Verjamem, da nas čakajo v Kranju težki pogoji za igro, tako da moramo biti na način igre domačinov in pa jasno na igrišče, ki ne bo najboljše maksimalno pripravljeni.